Kislih obrazov se Primorje vrača iz Prekmurja, pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Domači poraz Slovanom in tretja zaporedna ničla sta s klopi odnesla trenerja Krke. Sosedje Novomeščanov Krčani pa so jo v tem krogu odnesli še slabše. Iz mreže so pobrali 6 žog. Tekma v Kranju je zaradi obilnega deževja odpadla, v Dekanih pa se je srečanje kljub pošteno namočenem igrišču izpeljalo do konca. Jesenice so ugnale primorsko zasedbo. Na obisku smo bili v taboru Ilirije, pri prvem strelcu Niku Grliču vse 3 zadetke je dosegel ob visoki zmagi proti Bistrici. Zgrešena 11-metrovka pa ni bila usodna za vrhnikom, novinci v ligi so odpravili Dravinjo. Primorsko je konec tedna zajelo obilno deževje, vendar so se sodniki odločili, da je travnata površina v Dekanih primerna za igranje. Bolje so se na razmočenem terenu znašli Gorenci. Povedli so po strelu z bele točke, Edvin Krupič je zadel že v 3. minuti. Vezist, nekdanji član Mure, je bil uspešen še v drugem polčasu, razglašeni Jadran si je privoščil prvi ligaški poraz proti Jesenicam. Rdeča je bila očitno barva uspeha na 2 petkovih tekmah. Tudi Slovan je nosil klasične drese na gostovanju pri Krki. Lani na 4 drugoligaških tekmah Martin Magister ni dosegel nobenega gola, na Dolenjskem je načel mrežo gostiteljev. Le malo pred odhodom v slačilnice je Krka, ki doma proti Slovanu v vseh ligaških tekmovanjih še nikoli ni izgubila, remizirala preko Kujabija Khalife, zadel je z neposredne bližine. 15 minut pred koncem je dolgo podajo v prazen prostor dobil Jakob Razpet. Bil je hitrejši od branilca in spretnejši še od vratarja. S precej podobnega položaja je na to žogo v mrežo poslal še Kujovič. Gol Krke v 2. minuti podaljška je služil le kot estetski popravek na semaforju. Ni pa prinesel nobene točke, je pa zato z mesta trenerja odnesel Aleša Kačičnika. Pred vrhunci srečanja Ilirije in Rudarja pa smo se pogovarjali z avtorjem hat-trika v prejšnjem krogu in prvega strelca lige, Nikom Grličem. S pripravami smo začeli dobro. Zadnji tedni junija, tako da smo imeli dovolj časa, da smo se pripravili za prvenstvo, pa pokal, tako da začeli smo dobro, 2 zmage, pa tudi zmaga v pokalu, tako da smo zadovoljni z tem, kar smo do zdaj dosegli. Na zadnji tekmi proti Bistrici smo, se mi zdi, da zelo dobro zgledali, tudi rezultat to pove. Na v bistvu zelo dobrem igrišču tam se mi zdi, da smo lahko pokazali, česa smo sposobni, tako da se mi zdi, da jim niti nobene šanse nismo dali, da se sploh njih kaj vpraša, tako da se v bistvu nas je vprašal, kdo bo zmagal. Še ena priložnost, strel in gol, hat-trick, Niko Grlič. Ja, moj prvi hat-trick. Ja, super, mislim, vedno je fajn zadeti gol, sploh pa 3, tako da zadnji gol je bil najlepši, ampak vsi štejejo isto, na koncu koncev pa samo da ekipa zmaga, ne, tako da 3 točke. Ilir je super zdaj. Prišel sem januarja lani, tako da sem že prejšnje pol sezone odigral tu. Sicer sem manj igral, tudi ena poškodba je vmes prišla, ampak zdaj s to novo sezono, nov trener, nova energija, tako da neke pozitivne spremembe, tako da tudi zaenkrat se na rezultatih to vse kaže, tako da ja, jaz sem zadovoljen. Druga liga je, se mi zdi, predvsem za nas mlade igralce, lepa neka postaja v naši karieri, mogoče lahko rečemo, da se razvijamo, da dodajamo stvari k naši igri, da se v bistvu pripravimo pol za prvo ligo, pa še kaj več. Proti Rudarju pričakujem eno trdo tekmo, ampak vseeno se mi zdi, da imamo mi kvaliteto, dovolj kvalitete. Pomembno je tudi, da se zavedamo to,
česa smo sposobni, tako da če bomo vsi fokusirani, zbrani, se mi zdi, da lahko še dodamo novo zmago. Potem, ko v prvem krogu ni dobil minutaže, je Grlić drugo tekmo zapovrstjo začel v udarni 11-terici. Na nasprotni strani Ilirije je stal Rudar. Z 2 goloma je tehtnico na stran Ljubljančanov prevesil nogometaš, ki ima v prvi ligi več nastopov kot v drugi. Manj kot 10 minut pred koncem prvega polčasa je Tine Čuk z desne strani dobro streljal na daljšo vratnico. Slabih 20 minut pred koncem drugega polčasa pa je zadel še z prekinitve. Podaja v sredino se ni zdela nevarna, a je šla mimo vseh nog ter presenetila Denija Tiganja. Ilirija ima po 3 tekmah polni skupiček, 9 točk, 9 doseženih golov in nobenega prejetega. KTM Impol Bistrica je sredi tedna dobila novega predsednika, nekdanjega reprezentanta Mladena Dabanovića. V Bilje so se rdeči napotili po hudem domačem porazu proti Iliriji. Za ime tekme lahko brez težav razglasimo Hrvata Mara Vrdoljaka. V prvem polčasu se ne ena ne druga mreža nista zatresli, gostje pa so že po minuti in pol zgrešili 11-metrovko. Nato je 22-letni napadalec, ki lahko igra na obeh krilnih položajih, zadel v 48 minuti. Za Bistričane je bil to celo prvi zadetek v Biljah po letu 2022. V 60 minuti smo videli visoko žogo v kazenski prostor. Poskus s škaricami se ni šel, na odbito žogo pa je prvi pritekel Đorđe Simić ter jo z neubranljivim strelom poslal v gol Primoža Friedricha. A prav dolgo veselje gostiteljev ni trajalo. Vrdoljak je le 2 minuti kasneje z odliko izpeljal protinapad, preigral v sprintu branilca in nato hladnokrvno zaključil znotraj kazenskega prostora. Lanskoletnega golgeterja Marsetiča so pri Bistrici nadomestili z Lazarjem Ikačem. Na koncu lanske sezone je prav na tem objektu proslavil uvrstitev Brinja Grosuplja v prvo ligo, letos pa bo čim više pomagal Bistrici. 3:1 je bilo visoko vodstvo. Bilje so imele več žogov v posesti, a so bile manj učinkovite. Vrdoljak je hat-trick vpisal v 84 minuti. Po 2 zaporednih zmagah so Primorci izgubili prvič v sezoni. S po enim zadetkom v vsakem polčasu je novinec Vrhnika pred 250 gledalci odpravil Dravinjo, ki je vmesto Ivana Cankarja prišla brez točk in domov odšla prav tako praznih rok. Boris Bošnjović je natančno meril s prostega strela v 17. minuti igre. Ko je bila mimo malo več kot polovica prvega polčasa, so Vrhničani zastreljali 11-metrovko. Neuspešno, ostalo je pri minimalni prednosti igralcev v temnejših dresih. Gol za potrditev zmage je v nadaljevanju dosegel član Dravinje Lovro Turinek, ki je poskusil s požrtvovalnim reševanjem, a je žoga končala čez golovo črto. Pozdravljeni in dobrodošli v družbi slovenskega nogometa, dobrodošli v družbi druge slovenske nogometne lige, kjer je pred nami na sporedu račun zaenkrat po 2 krogih še neporaženih ekip. Tabor Sežana gostuje pri Krškem. Močna podaja proti oddaljenejši vratnici in gol. 15. minuta po podaji Skota, gol za Tabor Sežano, strelec pa kapetan. Tole izgleda tudi obetavno, napad za Sežano preko Krapukina. Krapukin je krenil, tole je priložnost, 2:0. Odlično po desni strani. Še ena izgubljena žoga Krškega, tudi tole je priložnost za goste. Zalokar je na tleh, žoga leti v gol, tole je priložnost in 3:0. Mihael Briški za 4:0. Mihael Briški suvereno v desni spodnji kot in Tabor Sežana vodi že 4:0. Ja, manj kot en teden, čez 5 dni. Petek. Medtem nova priložnost za rdeče bele, nesebična podaja, še en strel in petarda. Petarda v mreži Krškega. Tevš Pokoren medtem novič napada. Mlakar je strel in gol, 6:0. Konec tekme, prvi poraz za Krško v novi sezoni, ki ostaja pri 4 točkah. Tabor Sežana pa do najvišje zmage zaenkrat v letošnji sezoni.
Tekma s prvoligaškim pridihom Beltinci in Primorje sta med elito odigrala skoraj 20 obračunov. Črno-rdeči so na zadnji tekmi premagali Jadran, Beltinci pa so presenetljivo izgubili proti Slovanu. Rumenim je zadostoval prvi polčas, da so zapečatili tekmo s 3 točkami. Vid Štefanec je preigraval na levi strani kazenskega prostora in streljal ob prvi vratnici. 21-letni vezist je letos zadel že drugič, potem ko je na predhodnih 45 ligaških tekmah dosegel le en gol. Slabo je bila postavljena obramba Primorja v 32 minuti. Po predložku v kazenski prostor je podaljšano žogo z glavo za hrbet Dina Rendiča pospravil Aljaž Antolin. V prvi minuti sodnikovega podaljška je podaja na desno krilo prerezala postavitev gostov. Klemen Mlakar se je kar sam odpravil proti nasprotnikovemu vratarju in še tretjič domačo publiko dvignil na noge. V drugem polčasu so Beltinci nadzorovali dogajanje, prav v končnici pa še četrtič zadeli. Uspešen je bil Gašper Črne. Beltinci so ponovili uspeh iz leta 2020, ko so doma Primorje premagali prav tako 4 goli naskoka, le da je bilo takrat 5-1. Na 5 tekmah so uspele ekipe ohraniti nedotaknjeno mrežo, začenši zmago 2-0 Jesenic pri Jadran Dekanih. 6-0 je na gostovanju zmagal Tabor. Prepričljivi so bili tudi Beltinci. Delitev točk v tem krogu nismo imeli, tekma Triglava in Brežic je bila prestavljena. Na lestvici imata 2 ekipi polni skupiček, Tabor in Ilirija, po 2 zmagi in en poraz imajo v sledečem vrstnem redu Beltinci, Vrhnika, Bilje in Slovan. Jesenice v družbi Bistrice zaključujejo prvi del, 4 točke ima tudi Krško Posavje. Pergolo Misteral Jadran Dekane najdemo pri 3 točkah, tako kot Triglav, ki ima tekmo manj, ter nekdanja 2 prvoligaša Rudar in Primorje. Krka ima en remi, na 15. in 16. mestu sta Brežice in Krka. V naslednjem krogu bo pestro v Ljubljani, na Kodeljevem bomo imeli derbi Slovana in Ilirije. Primorje igra s Krko, Tabor Sežana doma z Brežicami. Na poti Dravinja bo stal Triglav, Dekani odhajajo v Krško. Na Jesenice prihajajo člani Beltincev in nato še 2 tekmi. Bistrica proti Vrhniki in Rudar z Biljami.